Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, kjer najtiše lepši je svet, kjer lepše je kot doma. Se skribom daljave zazre, pregriču dolina gora, daljavi še modro morje vzre, kjer lepše je kot doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo te iz srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Leto je naokrog in ponovno tukaj bolj v ožjem sestavu kot na primer prejšnja leta, tokrat slavnostna seja ob občinskem prazniku, ki ga praznujete prav 7. avgusta. Klementina, prav imaš, 7. avgusta. Pred 125 leti je naš dolžupnik postavil vrh Triglava stolpin. Od takrat v bistvu smo tudi že dobili idejo, da se praznik praznuje na ta dan, in danes je pa žal zaradi te korone situacija majčkeno bolj okrnjena, ampak ne glede na vse je bilo kljub vsemu podeljen nekaj občinskih priznanj ljudem, ki so se res izkazali tudi v teh časih, zaradi katere je danes seja okrnjena, ampak korona nas je zaznamovala čez celo leto 2020, že od konca februarja, tako da upam, da se čim prej zaključi, da ne dočakamo drugega vala in da drugo leto praznujemo ob 126-letnici postavitve naš občinski praznik bolj sproščeno, bolj bi rekel ljudsko. Lanskoletno leto je bilo tudi po turizmu rekordno, žal, tako kot ste že rekli, je prišla koronavirus, najprej epidemija, kasneje pandemija, no pa vendar nekaj investicij, ki so načete, potekajo naprej. Ja, res je, letošnje leto je precej okrnjeno, občina Kranjska Gora je odvisna od turizma in teh dejavnosti povezane s turizmom. Je v bistvu sredi marca ta glavna kranjskogorska dejavnost in seveda tudi pomembna slovenska dejavnost, gospodarska, turizem, usahnil, in po v bistvu razglasitvi konca epidemije počasi začel se oživljati. Veseli smo, da se je vlada Republike Slovenije odločila in uvedla te vavčerje za dopustovanje Slovencev v Sloveniji, ki je Kranjski Gori resnično rešilo sezono, tudi delno občinski proračun. Upam, da se ga uspe nekako, sigurno ne realizirati, ampak vsaj v nekih 70%, da se ga v bistvu ohrani in da občina, tako kot ste rekla, izvede te investicije v zmanjšanem obsegu, ki se že vršijo po celi občini že letos. Smo pa nekaj velikih mogli res tudi zaradi izpada glavnine dohodka preložiti, to recimo vrtec pa kakšno veliko investicijo na cestah, na infrastrukturi, ampak glejte, vse se počaka se pač, če je nujno še kaj drugega, ne samo kakšne investicije. In letošnja slavnostna seja je z določenim namenom potekala prav pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani, saj v letošnjem letu praznuje častitljivih 10 let. Tako je, 10 let je, odkar se je tale Slovenski planinski muzej v Mojstrani odprl, in res tudi
moram reči, dobro prijel, posebej zadnje leta, ko smo v njem združili ne samo muzealsko dejavnost, ampak tudi turizem, turistične dejavnosti, pa seveda nove atrakcije. Dodali smo kar nekaj stvari in obisk je kar zgleden, v bistvu zadovoljni smo z obiskom. Se dviga in verjamem, da bo v naslednjih letih z vedno novimi atrakcijami, z vedno novimi v bistvu zgodbami in vsebinami zmeraj bolj zanimiv. No, tudi letos ste podelili posebna priznanja in sicer 3 zaslužnim, to je Blažu Lavtižarju, poveljniku civilne zaščite, Ronaldu Brajiču, namestniku komandirja policije Kranjska Gora in pa sekciji Flerbol, športno društvo Zelenci. Ja, v bistvu tudi ta podelitev je sovpadala z situacijo v državi in na celem svetu. Tukaj res mislim, da sta Blaž Lavtižar in Roland Brajič odigrala pomembno vlogo v našem področju, v občini Kranjska Gora. Blaž z vodenjem štaba civilne zaščite in Roland Brajič kot policist, namestnik komandirja, ki je v bistvu ta čas nadomeščal odsotnega komandirja in v bistvu skupaj z Blažem odigral ključno vlogo pri reševanju vseh problemov in problematike povezane z to korona krizo, z epidemijo, z ukrepi, ki jih je dnevno sprejemala vlada in smo jih mogli tukaj izvajati, tako da res čestitke še enkrat iz mojih ust. No, iskrene čestitke tudi vam ob občinskem prazniku, vašim občanom in pa občinski upravi in hvala lepa za pogovor. Hvala lepa, srečno. Tudi vi ste dobitnik posebnega priznanja ob občinskem prazniku občine Kranjska Gora. Pa še moje vprašanje, smo se občani kaj naučili v tem času, ko ste bili poveljnik civilne zaščite, kako nas boste ocenili? Ja, občani občine Kranjska Gora so res zgledno upoštevali navodila, vsa priporočila, ki smo jih podajali tekom najhujše epidemije. Tako da naučili smo se, ali pa so se, vsi skupaj smo se naučili, kako ohraniti stik s sosedom, kako ohraniti stik s sočlovekom, hkrati pa držati na varno razdaljo in pa se higiensko obnašati, da se zaščitimo pred to nevarnostjo, pa upajmo, da je vsaj kolikor toliko minilo. Kakšna je vaša vloga bila v tem času koronavirusa kot poveljnika civilne zaščite v vsem tem času? Ja, tako kot sem že na podelitvi povedal, nikoli nisem sam v tej, če lahko tako rečem, vojni proti temu nevidenemu sovražniku. Za sabo imamo res dobro ekipo, sestavljen dober štab civilne zaščite. Zelo nam so pomagali tudi ostali prostovoljci, policija, komunala in pa vse ostale službe, predvsem tudi gasilci, da smo lahko to speljali tako, kot se zagre. In kaj vam pomeni današnjo priznanje občine? Priznanje mi veliko pomeni, priznanje je hkrati tudi priznanje prav za vsakega, ki je sodeloval v tej ekipi, pa pripomogel k temu, da smo izpeljali intervencijo tako, kot smo jo. Iskrene čestitke. Hvala. Tudi vi ste v tem času koronavirusa se izkazali kot policist oziroma kot namestnik komandirja policije Kranjska Gora. Kakšna je bila pravzaprav vaša vloga v času koronavirusa? Glejte, najprej bi želel mojemu komandirju, gospodu Damjanu Lepošiču, čimprejšnje okrevanje, ki je mogel iti v tem času na bolniško odsotnost, tako da sem te vajeti prevzel jaz. Ja, res je, čez noč, ampak nam je nekako uspelo skupnimi močmi, tako kot sem že prej rekel. Postali smo eno z različnimi službami in na koncu s pomočjo vseh občanov in občank dejansko pripeljali to epidemijo do nekega pozitivnega rezultata. Ste v tem času zaznali dovolj kršitev? Nekaj kršitev je bilo, čeprav je vse baziralo na opozorilih po našem zakonu o nalogah in pooblastilih policije. Saj je bil to prvotni namen, da dejansko probamo našo dolino ohraniti dejansko, če se lahko tako izrazim, čisto. In to nam je tudi uspevalo, brez kakršnihkoli represivnih pretiranih ukrepov. No, in kaj pomeni za vas današnjo priznanje? Lahko rečem, da mi je veliko čast, saj ta poklic upravljam s srcem in pa moj moto je še zmeraj tak, da dejansko moraš biti prvi človek, potem pa vse ostalo. In če temu slediš,
ni težko. No, in to ni edina nagrada, dobil ga je tudi sekcija Flairball, športno društvo Zelenci, Kranjska Gora. Tako je športno društvo Zelenci Kranjska Gora bilo ustanovljeno leta 1998, najprej smo bili člani policisti, potem smo pa dejansko zadevo razširili na floorball in po nekih letih še na mladinsko sekcijo, ki jo imamo v Kranjski Gori, in pa na mladinsko šolo v Mojstrani, tako da dejansko delujemo, pobiramo naslove, če se lahko temu tako izrazim. Ne gre za nobeno hvalo, ampak dejansko smo nekje v samem vrhu floorbola z minimalnim vložkom in pa dejansko srčnim delom. Ste član v sami sekciji že od vsega začetka? Tako je, bil sem med ustanovitelji tudi Floorball zveze Slovenije leta 2000 in pa potem dejansko član skozi. Od tega, da sem bil tudi na svetovnem prvenstvu, na 3 svetovnih prvenstvih, bil sem državni prvak sicer z ekipo Thunder iz Senice, ker takrat smo imeli majhne pavze, pa smo pa dejansko nazaj na polno štartali Zelenci in pa z vsem mladinsko sekcijo. In kakšna je sedaj že vaša druščina? Zmeraj več nas je, tako da dejansko prihajajo otroci od 6. leta pa nekje do 50. leta. Mislim, da nas je približno že 150, sploh ne štejem več. Dejansko vsi se zabavajo, radi imamo ta šport in na koncu žanjemo tudi uspehe, ker nas pa v bistvu nas trenerje daje naprej moto, da delamo naprej. Kako rekla, da je to šport naslednjega stoletja? Jaz sem to rekel že takrat, ko smo začeli, tako da 20 let smo že v tem športu. Rekli so, da bo 2010 že na olimpijskih igrah, predstavili so na 2020, tako da jaz bom počakal do 2030, pa bomo pa videli. Iskrene čestitke ob tem občinskem priznanju in pa seveda uspešno delo tudi naprej. Najlepša hvala.